Soja je najbolj razširjena med njimi, čeprav za sojo lahko rečemo, da je v prvi vrsti oljnica, ampak kot stročnica pa jo obravnavamo zaradi njenih beljakovin. Torej, potem pa seveda fižol, steber prehrane naših prednikov, tudi arašid je med tistimi, ki so nam bolj oddaljeni in ga imamo za sadnega lupinarja. Potem pa seveda tiste, ki so pozabljene. V starih časih so imeli bob, čičeriko, lečo, grah kot stročnice za suho zrnje tudi v naših krajih. Potem pa je seveda bob odšel tu na račun fižola. Fižol je namreč postal glavna stročnica v 18. stoletju, pa potem naprej izpodrinil tudi druge stročnice, lečo in čičeriko, ne samo bob, ki so jih povsem pozabili in skoraj nihče ne verjame, da so to že kdaj pridelovali v naših krajih. To so stročnice starega sveta, kot so rekli, za fižol pa so seveda vedeli, da je prišel iz Amerike in ga imeli za boljšega. Seveda je pri tem pomenilo predvsem to, da je nekako boljša prebavljivost bila, kot pa morda boba za tisto trdo lupino. Vse stročnice imajo tisto dobro lastnost, da imajo povezavo z bakterijami iz rodu Rhizobium. Te Rhizobium bakterije so pa zelo vrstno specifične, večinoma so v tleh, lahko pa jih tudi dodajamo na sama semena. No, ampak naši predniki so pridobili s temi stročnicami, predvsem in z volčjim bobom, ki ima največjo fiksacijo, kot pravimo, ali vezavo dušika, ki je ob koreninah. In te bakterije grejo na korenine teh stročnic, tako da naredijo gomolčke, živijo v njih in vežejo ta dušik. Torej ta dušik iz zraka, ki je ob koreninah. Zato morajo biti za vse stročnice dovolj rahla tla, da je dovolj tudi zraka v tleh, da to niso zbita, težka, glinasta tla. Že to je en pogoj. Skratka, da živijo te bakterije in dobro delajo, je potrebnih kar nekaj pogojev. Tudi pH tal mora biti tam nekje na območju nevtralnega. Potem morajo biti tudi dovolj prisotnega železa, molibdena v tleh. Temperatura tal vsaj 8 stopinj. Skratka, volčji bob je bil za naše prednike podorina. In to pomeni, da so ga sejali za zeleno gnojenje. Tako rekoč so rekli, moramo izboljšati tla, obogatiti z dušikom in po stročnicah, zlasti pa po volčjem bobu, so druge poljščine bolj uspevale. In to je ta pomemben agronomski vidik stročnic. Vendarle, še o fižolu nisva rekli kaj dosti, je pa naša temeljna, pravzaprav najbolj razširjena, še vedno najbolj razširjena poljščina. Če govoriva o sortah, katere so tiste, ki jih vi še posebej priporočate? Ja, glejte, ravno pri fižolu imamo kaj za izbrati tudi iz domačih logov. Imamo sortno listo, na kateri so vpisane tiste sorte, ki so bile že v preteklosti zbrane, in moramo biti veseli, da so ljudje imeli še nekako tudi zaradi pisanih fižolovih semen željo po tem zbiranju in so ohranjevali posamezniki. Kar nekaj je takih v Sloveniji. Na drugi strani pa imamo tudi rastlinsko gensko banko, ki obsega precejšen sortiment fižolov. Na Kmetijskem inštitutu se s tem ukvarjajo in so te genski viri iz preteklosti tudi možnost za nove sorte pri nas, ki tudi zdaj nastajajo, tako da je ta domač sortiment fižola kar bogat. Prav gotovo vsi poznate fižol sivček, čeprav je ime sorte Semenarna 22, je dejansko fižol, ki raste v Savinjski dolini, pa tudi drugje po Sloveniji, izredno cenjen v prehrani. Tudi ptujski maslenec, jabelski pisanec. Imamo več visokih sort fižola, očitno so naši predniki rajše imeli fižol preklar ali pa so bile tiste sorte tudi bolj okusne. Imamo tudi nizke fižole, pri teh je izbor nekoliko manjši, seveda je med njimi najbolj znan ribančan. Tako da jaz mislim, da v naslednjih letih bo se požlahtnilo ali pa registriralo še nekaj sort, ki jih zdaj zelo promoviramo kot ohranjevalne sorte, tako da
avtohtonost fižolov na našem območju je tista, ki je dala to bogastvo tudi v pestrosti sortimenta. Da ne iščemo tujih možnosti, tujih sort, ampak imamo res lahko domače. In to zelo okusne fižole, tako za stročje, kot za zrnje. In stročje je dejansko pri nas tudi nekako polovica ali ponavadi celo nekaj več zemljišč s fižolom, je posajanih s stročjim fižolom. V zadnjih letih je nekoliko več usmeritev bilo tudi k fižolu, namreč leto 2016 je bilo leto zrnatih stročnic in seveda se je iz tega vidika tudi okrepila ljubezen morda do fižola pri tistih, ki so ga že prej imeli radi, in skušamo navdušiti še tiste, ki ga mogoče imajo občasno na mizah, predvsem pa konzerve ali pa zamrznjene možnosti so tiste, ki jih nekateri več uporabljajo, pa bi jih lahko zmanjšali tudi na račun tega, da bi bolj na sveže pripravili sami, če bi ga znali pripraviti. Morda še kakšen napotek ob sajenju oziroma setvi fižola, tiste ključne napake, ki jih počenjajo zlasti tisti manjši pridelovalci, pri večjih seveda ni težav, oni zelo dobro obvladajo tehnologijo pridelave? Ja, moramo predvsem povedati, da je ta čas setve zelo pomemben, da mora tudi vsak sam glede na posamezno leto presoditi, v kakšno zemljišče umešča fižolova zrnca. Nekako je tudi povezano celo na večjih zemljiščih z ročno setvijo, zlasti pri temu fižolu, ki ga imenujemo visoki fižol, fižol preklar ali fižol, ki raste na hmeljskih žičnicah v Savinjski dolini. Ta fižol dejansko posejejo tako, da ob nitko, ki jo napeljejo, tako podobno kot pri hmelju, ko veste, da raste na vrvicah hmelj, uporabijo to hmeljsko žičnico tudi za fižol. In fižol sivček, semenarna 22, zraste tudi 6 metrov visoko. Dejansko lahko izkoristi to žičnico in je nekak premor med dvema nasadoma hmelja, med prvim izkrčenim in preden posadijo nov nasad, izboljša tla, hkrati pa dejansko pomeni tudi zelo dober način izboljševanja, ne samo izboljševanja tal, ampak tudi zaslužek. Ja, na vsako stran vrvice dajo potem po 6-7 semen in potem rastejo rastline tako, da se ubijajo po tej vrvici. Ja, gnojenje fižola, ne preveč. Kajti, če želimo, da bodo bakterije delovale, morajo imeti možnost te vezave dušika same, ker če je preveč dušika v tleh, kar se je sicer kdaj v preteklosti dogajalo, potem tudi ne bo te simbioze med bakterijami in fižolom in dejansko potem ne bomo izkoristili te možnosti. Kajti ta naša tovarna, mala tovarna dušika, kot pravimo stročnicam, res zahteva posebne pogoje, da to deluje. Potem pa seveda običajno je dovolj v zalogi dovolj fosforja in kalija, če po analizah ugotovijo, da je tega premalo, potem seveda dodajajo gnojila. V hmeljiščih je ponavadi tudi prej bil kakšen hlevski gnoj, tako da so organska gnojila, dovolj humusa prisotnega. Konvencionalni pridelovalci gnojijo z mineralnimi gnojili, kar pa je seveda vedno problem, da bi bilo tam preveč vezanega dušika v tem kompleksnem gnojilu. Potem lahko govorimo tudi o poznejših težavah, ki lahko nastanejo na začetku, namreč lahko fižol lepo raste, potem pa seveda so lahko to uši, škodljivci. Obstaja agrotehnika pri konvencionalni pridelavi škropiv, sicer pa priporočam za manjše kmetovalce, da se izognejo vsem umetnim sredstvom, tako kot ekološki kmetje, in uporabljajo tudi tiste možnosti, ki jih nudi bodisi biološko dinamičen način pridelave, kjer imajo določena škropiva, da rastline okrepijo se korenine
in na ta način tudi boljše izkoristijo hranila v tleh. Predvsem pa morda se tudi določena semena pred setvijo že razkužijo pri takih pridelavah, kot je ekološka in biodinamična, z baldrijanom, mogoče z kopelmi iz kamilice, žajbla. Skratka, na tak način tudi nekako zavarujemo in damo rastlinam okrepitev že na začetku.